vesel, da se je vas toliko zbralo. Za danes upam, da slišimo tudi drugo stran, oziroma slišimo nekaj več o časih, ko smo osamosvajali Slovenijo. V imenu organizatorjev, prav tako vas podam v imenu organizatorjev, to je v imenu Svetovnega slovenskega kongresa in v imenu Združenja za vrednote slovenskega osamosvojitve. Na današnji dan, pred 25 leti, prav na današnji dan, so se v Sloveniji potekali prve strankarske volitve. Izvolili smo 160 delegatov in delegatov od skupnih 240. Kajti zbor Združenega dela je bil, kot ste včeraj slišali, izvoljen, oziroma se je volilo šele 8 dni kasneje. To se pravi, ne 4 dni kasneje, to se pravi 12. aprila. To so bile prve demokratične volitve. Bile so demokratične, niso bile pa enakopravne. Poglejte, zbor Združenega dela je bil posebej izvoljen po organizacijah, po delovnih organizacijah, podjetjih in tako naprej. Šele skupina pogajalcev volilne komisije, ki so bili strani Demosa, je zvolila, da smo lahko tudi iz Demosa kandidirali ljudi v ta zbor. Zato zbor Združenega dela ni imel, Demosov zbor Združenega dela ni imel večine. Demos je zmagal od 240 glasov, smo imeli 126 glasov, to se pravi 6 glasov več kot opozicija. Včasih je bilo to težko, kajti vedeti je treba, da takrat so bili vsi ministri, tudi gospod predsednik Peterle, še vedno delegati, če rečem poslanci v zboru, v skupščini. In je bilo glasovanje včasih oteženo, oziroma smo se morali zbirati tako, da smo lahko izglasovali dokumente, o katerih smo potem lahko osamosvajali Slovenijo. Slovenska osamosvojitev oziroma priprave za osamosvojitev so se začele takoj na prvi skupščini oziroma takoj v konstituiranju naše skupščine, tridomne skupščine in smo takoj zastavili z raznimi podzakonskimi akti in tudi zakoni. Tako da priprave na to so trajale leto. Ne samo 10 dni, kot se dosti krat sliši, da je bila osamosvojitvena, kar je bilo res vojna, samo 10 dni, ampak vendar priprave do tega so trajale dne. V spomin na te dogodke smo se pač v združenju VSO, Združenje vrednote za slovensko osamosvojitev in Svetovnem slovenskem kongresu odločili, da ta pomemben četrt stoletja počastimo tako, da organiziramo okroglo mizo. Pogovor in razgovoru smo povabili ključne akterje takratne politike in sicer predsednika takratne skupščine profesor dr. Bučarja, ki žal ga moram pravičiti zaradi njegove bolezni, potem predsedniku državnega zbora, političnega zbora Republike Slovenije dr. Toplaku, ki mi je prej poklical po telefonu, da se nam pridruži čez 1 uro oziroma ob 11. uri, tako je dejal. Potem predsednik zbora občin magistru Ivanu Vizjaku, ki je tu med nami, predsednik zbora Združenega dela, profesor Jožef Župančič, se je v sinoči opravičil zaradi tega, ker ima bolezni v družini in ne mora se udeležiti današnjega pogovora. In seveda predsedniku takratnega izvršnega sveta, gospodu Lojzetu Peterletu, ki pa je med nami in ki je bil tisti, ki je največ lahko nam pove, ne v predčasu, pred volitvami, kako so nastajale in v času volitve, kako so dogajanja potekala in kako smo to pač naredili. Seveda, brez organizatorjev tudi ne gre, zato smo povabili tudi predsednika Združenja za vrednote magistra Aleša Hojsa in predsednika Svetovnega slovenskega kongresa Borisa Pleskavca, ki nam preden bodo sodelujoči začeli z razpravo, izpodbudila in tudi nekako saj mislim tako, nas spodbudila k razpravi.
Pogovor z gosti bom vodil jaz, Franci Feltrin, kajti bil sem tudi takrat v parlamentu, celo podpredsednik poslancev zbora, oziroma predsednik Demosovega zbora poslancev. Podpredsednik bi bil pa takrat pokojni France Zagože. Lepo prosim predsednika gospoda Hojsa, da pozdravi zbor in začne nekakšno razpravo. Hvala lepa, gospod Feltrin. Torej, najprej lep pozdrav z moje strani v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Posebej seveda gre iskrena zahvala obema glavnima protagonistoma tistega časa, tudi Vizjaku, gospodu Peterletu, tudi med občinstvom vidim kar nekaj eminentnih ljudi iz tistega časa, gospod Podobnik, nekaj poslancev tukaj, torej hvala za beležbo. Najprej moram gospoda predsednika, oziroma gospoda Feltrina, ki bo okroglo mizo vodil, popraviti. Nažalost, živimo v takih časih, ko je pravzaprav to, da nisi magister, že pravzaprav kvaliteta, torej včasih je bilo to, da si kvaliteta, danes je obratno, glede na diplome in doktorate, ki jih ljudje pripisujejo. Torej, jaz nisem magister, tudi v vabilu je bilo napačno napisano, sem samo univerzitetno izobražen. Torej, jaz bi v imenu združenja želel poudariti dve stvari, ki so po moji oceni v tem času ključni. Prva stvar, ki jo je potrebno demitizirati, torej ta mit je treba uvršiti, je mit o tem, da smo bili enotni. To, kar se je v zadnjih dnevih govorilo po televiziji, po radiju, pravzaprav posod, in ki naj bi kazalo na to, kako smo pravzaprav vsi delovali v eno smer, ne drži. Ta enotnost se je izrazito izkazala samo na plebiscitu, torej tam so bili resno in resnično, povsem enotno, več kot 90%, so se odločili za to, da želimo samostojno državo, drugače pa temu ni bilo tako. Zgodovinska dejstva, če se vrnemo v leta 1988, 1989, kažejo na to, da je pravzaprav takratna oblast, takratna komunistična oblast delala vse v smeri do kakršnekoli odcepitve samostojnosti države, tudi do tega, da bi se spremenil politični sistem, ne bi prišlo. Tisti malo starejši se spomnimo, da se je pravzaprav ta slovenski naboj začel ustvarjati z aretacijo četverice, zbiranjem ljudi na Roški, torej tam leta 1989, s podpisi Majniške deklaracije leta 1989, ko je pravzaprav več kot 400.000 Slovencev to Majniško deklaracijo podpisalo, da pa smo pravzaprav sočasno na drugi strani imeli poskuse, in to realne poskuse partije, da se zadeva ustavi. Vsi se dobro spomnite, da je ob Majniški deklaraciji nastala tako imenovana temeljna listina, ki je govorila povsem nekaj drugega kot Majniška deklaracija. Temeljna listina je govorila o tem, da želimo ostati povezani v skupnosti jugoslovanskih držav, da sicer želimo nekaj več samostojnosti, niti z besedo ni omenjala kakšnega spremembe družbeno-političnega sistema in ne nazadnje, odkrito je treba povedati, da sta po moji oceni bila dva ključna dogodka izven naše države, ki sta pripomogla k temu, da se je partija omahčala. Prvi je nedvomno bil padec Berlinskega zidu, torej pomlad, ki se je začela v vzhodnoevropskih državah. Še bolj ključen po moji oceni je bil pa razplet dogodkov v Romuniji, torej tista, kruta odstranitev, pravzaprav likvidacija Čaušeskoja je po moji oceni streznila tudi partijske glave znotraj naše države, ki so ocenili, da pravzaprav se z množico ni zašaliti. Kot veste, je partija, o tem je nekaj včeraj govoril tudi gospod Peterle, mislim, da bo lahko danes povedal več o tem, pravzaprav vse do konca želela tudi volitve leta 90 organizirati kot neke volitve v okviru SZDL-ja. Torej, vse do konca se je partija upirala temu, da bi imeli svobodne demokratične volitve. To, kar je povedal gospod Feltrin in se nanaša na zbor združenega dela, pa bom pojasnil s svojim primerom. Takrat smo
znotraj krščanskih demokratov pod vodstvom gospoda Peterleta se odločili, da v koalicijo Demos gremo in seveda je bilo potrebno tiste ljudi, ki so bili pripravljeni se postaviti, pripravljeni kandidirati, postaviti na mesta, kjer nekako ni bilo primernih kandidatov. Sam sem takrat v tistem času delal v Republiški upravi za ceste kot mlad inženir. Moram reči seveda, da je ta Republiška uprava bila v sklopu javne uprave oziroma državne uprave in samo zato, da si lahko kandidiral, se je bilo potrebno znotraj organizacije prebriti skozi volilne postopke. Če si predstavljate, znotraj organizacije je bilo potrebno dobiti dovolj glasov zaposlenih, zato da se sploh lahko vrstil na listo in šele, ko si preskočil ta prag, si lahko prišel na listo, da so te volili tudi, bi rekel, v drugih organizacijah te javne uprave. Jaz se dobro spomnim, da je takrat kandidiral znotraj organizacije tudi takratni direktor, torej jasno partijski funkcionar. In moram reči, da je bilo zanimivo, kako so proti kandidati, bili smo neki trije, en za drugim odstopali od kandidature in povedali, da vsi podpirajo direktorja. Torej, tudi znotraj zbora oziroma znotraj kandidacijskih postopkov so bile stvari tako naštelane, da je bilo praktično nemogoče priti sploh na kandidacijsko listo. Zato, to je tudi posledica, vsled tega seveda je bil zbor Združenega dela absolutno pod kontrolo partijske strukture, stare partijske strukture in mislim, da je včeraj dr. Šturm lepo povedal, torej, če so, in to moramo pač verjeti, oziroma to je tako bilo, volitve so gotovo bile demokratične, gotovo so bile svobodne, niso bile pa poštene. Po merilih, po današnjih merilih svetovnih organizacij, ki pošiljajo svoje opazovalce na volitve širom po svetu, je seveda potrebno povedati, da volitve v zbor Združenega dela današnjih kriterijev poštenosti, demokratičnosti ne bi prenesle. Torej, v zbor Združenega dela niso morali kandidirati vsi, ravno tako v ta zbor niso volili vsi. Da ne bom predolg, bi na koncu podaril še drugo stvar, ki sem jo nekako omenil, in to je delovanje, ali pa bi rekel, usmeritev našega združenja. Torej, Združenje za vrednote slovenske osvoboditve se zaveda, zato smo tudi soorganizatorji današnje okrogle mize in to se skozi poudarjamo, da je pravzaprav de facto naša država nastala leta 1991 z vsemi dogodki od 88-89 dalje. Torej, ni drugega obdobja v zgodovini Slovenije, ki bi pripeljala do lastne države. In zato, ker tega drugega obdobja razen tega ni, se nam zdi še kako pomembno, da to obdobje ustrezno osvetlimo. Še kako pomembno se nam zdi tudi seveda, da razbijemo ta mit o enotnosti, o tem sem govoril prej, in seveda še kako pomembno se nam zdi, da se to obdobje z ustreznim kurikulom uvrsti v naše šolske programe, pa ne samo v šolske programe, pravzaprav v tiste najbolj osnovne celice, ki vzgajajo mlade, to je v naše družine. Ko bodo v naših družinah se zavedli in ta dejstva pripoznali in prenesli na mlade generacije, od takrat naprej se ne bo dogajalo to, kar sem bral včeraj, da imamo v učbenih še vedno napisano, torej v osnovnošolskih učbenih še vedno napisano, da je v Sloveniji plačilno sredstvo tolar in da je predsednik Slovenije gospod Milan Kučan. Torej, jaz vsem skupaj želim eno prijetno debato, seveda pa po tej debati pričakujem, da boste tudi obiskovalci, če ne drugega, predstavili svoje videnje tistega časa in mogoče z svojimi spomini tudi nekako raztrli del tistega mita, ki ga ni bilo. Hvala lepa. Jaz bi samo dodal k temu volitve. Jaz sem bil v zboru občin in moram povedati, nastopal sem v Škofji Loki in si bi tam tudi izvoljen. Kako je to potekalo? Nikoli nisem smel nastopati kot samostojni kandidat, ampak sem vedno v sklopu SZDL, to se pravi, je bilo nas 7 strank, ki smo kandidirali vedno, kjer je določila SZDL v Škofji Loki in tam v tistih prostorih in smo morali dobiti toliko glasov, da si lahko potem šel naprej. No in največ glasov so dobila jaz pa gospod Gaber, dr. Gaber, ki bi potem kasnejši minister,
so šla v drugi krog, ne, in seveda tam sem zmagal jaz. No, tako da ni bilo to prosto, da bi rekel, jaz bom pa organiziral, nekje pa bom ljudem povedal. Tako kot ste včeraj novinarji slišali v Cankarjevem domu, ki je gospa povedala Puharjeva, kako je gospod Pučnik lahko nastopil, pa gospod Kučan lahko v Cankarjevem domu, gospod Pučnik pa pod lipo, ne, po domač povedal. In še nekaj, takrat smo morali sami denar dajati. Jaz sem takrat veliko denarja zapravil za volilno kampanjo, predvolilno kampanjo, kar je bilo za plakate, vse sem sam plačeval in moram reči, da je družina kar malo žalostna, ker sem veliko denarja zapravil, takrat so bile marke, smo v markah šteli nekako, kot so bili dinari. Tako da nismo se borili za neke stolčke, pa za neke finančne. Jaz sem bil prej v podjetju, v komerciali, sem imel dobro plačo, potem sem dobil tam rodečo oziroma delavsko knjižico, sem moral se zaposliti in se zaposlil kot uslužbenec v parlamentu in sem imel precej nižjo plačo. Tako, ampak ne jamram zaradi tega, sam povem, da neenakost je bila takrat velika. Zdaj pa prosim gospoda predsednika Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Borisa Pleskoviča, ki je takrat on prišel iz Amerike, Svetovne banke in je brezplačno svetoval v času demosa, v času osamosvajanja, bil tukaj, mislim, da bo sam povedal, 6 mesecev ali pa leto dni, v glavnem je svetoval za svoj čas in porabil svoj čas in svoj denar. Pa danes to radi pozabljamo, vendar mi pri Svetovnem slovenskem kongresu tega ne pozabimo, saj je naš predsednik, zato prosim, gospod Boris, povedati. Hvala za besedo, lepo zdrav vsem. Jaz vidim, da niste še vsi upali na Slovenijo, ker vas je kar nekaj pošlo in poseben niso novinarji upali, da jih je skoraj tokrat obiskoval sem to, tako da upam, da je še upanje za Slovenijo. Jaz bom par misli povedal nekoga, ki je 35 let živel in delal v Ameriki. Sem se pa takrat za časa demosa vrnil in sem bil glavni svetovalec in glavni ekonomist predsednika vlade gospoda Peterleta. Jaz sem prekotoval za Svetovno banko cel svet, no jaz sem takrat delal, dokler ni demos pa, ker je bila velika napaka in nas še dobro stebe. Jaz sem cel svet prekotoval, Slovenija, sem ponosen na to, da je to eno najlepših dežel na svetu. Sem ponosen tudi na to, da smo dobili svojo državo, osamosvojitev, da nismo končali tako kot Katalonci, Albaski ali mnogi drugi majhni narodi, ki si zaslužijo svojo državo. Je pa težko danes biti ponosen na to državo, zato ker smo premalo naredili. Mi smo imeli takrat velike ambicije, da bi naredili veliko več. Namreč Singapur je vzel manj kot 25 let, da je postal tako uspešen, razvita in bogata dežela kot Švica. Res je pa v Hecu bi se lahko rekel, da je bilo relativno lahko vzeti Slovenijo z Balkana, je pa zelo težko vzeti Balkan pa ni Slovenije. In to je zaradi mnogih napak. Tudi tisti, ki so ustavo pisali, očitno v so šli delati ali študirati čez Karavanke in imamo slabo ustavo v tem, da je slab volilni sistem, kjer volimo v glavnem nepoštene in skorumpirane stranke na nas posameznikov, ki ne se izkažejo. In kadar se pa nas napake naredijo, je ta problem, da jih ne popravijo. Tudi Amerika ima ogromno nadmajo v svoji ustavi, kadar so šli predeleč v rasizmu, kadar so šli predeleč v preganjanju tiska, tako da prej so ustavo popravili, so upravili zakone, med pri nas se pa, kadar se napake naredijo, zelo malo naredi na to, da se kaj popravi. Ko sem jaz še študiral na elitnih univerzah, Harvardu, MIT, so moji profesori mi pokazali knjige, članke, so rekli, Slovenija bo uspešna, ker vse študije kaže, da so majhne države gospodarsko veliko uspešne kot velike. Ampak pri nas pa očitno tega ne znamo narediti in del, zakaj je pri nas narobe, je tudi to, da imamo nepoštene. Večina politikov je nepoštenih. Ker manj tistih poštenih je manj kot 50%, ker z večinsko podporo sprejemamo slabe zakone
postavljamo slabe, nesposobne ljudi v banke, v državna podjetja, dovoljno korupcijo, imamo slabo zakonodajo, slabo sodstvo in tako naprej. In vsi vejo, da je slabovolilni sistem, da bi ga bilo enostavno popraviti, ampak ga nočijo. Pri nas je res problem, da se na napakah ne znamo učiti. Ampak jaz mislim, da ne smemo okupati na to državo, če prej ne bo boljš, bo takrat, ko bodo prišli nazaj na vsako leto na tisoče študentov študirajo na najboljših univerzah, dobivajo prakso v tujini in se nekateri od njih vračajo in se jih bo še več vrniti, ko bo pri nas pravni red in ko bo pri nas tudi gospodarska klima, da bodo tisti, ki so sposobni in pridni, tudi lahko hitro napredovali in pomagali. In te ljudje, ki se bodo naučili, kako razviti svet deluje, nam lahko pomagajo. Tako da jaz imam upanje, da če prej ne, ko bo mladina prevzela vodenje Slovenije, bojo stvari boljše. Ampak danes je težko biti ponosen na to državo, ki ne funkcionira tako, kot treba. Lahko smo ponosni, da jo imamo in da je še vedno ena najlepših na svetu. To je vse, kar bi rad povedal. Hvala lepa. Hvala lepa. Lahko rečem, da sem še vedno ponosen na Slovenijo. Za mene je edina država in sem ponosen na eno, ne glede na to. Seveda nisem pa ponosen na politiko in ne na tiste, ki počnejo s korupcijo, kar je res, smo prvi nekak, smo vsaj prvi v svetu s korupcijo. Da nekje smo vedno prvi. No, so še hujši, ja. Bili smo pa drugi, pa smo končali, da smo prvi. No, v glavnem, jaz pač ločem državo oziroma domovino mojo od politikov in tako naprej. Tako da politika mene nikoli ne znervira, da bi rekel, da bom zapustil državo. Imam v spominu po vojni, ki je bil po drugi svetovni vojni, moj oče je prišel iz ujetništva in ko sem odrasel, je rekel, vedno je rekel, veš, je rekel, če si v domovini ne upaš narediti svojega doma, potem ga v tujini tudi težko. In on je imel takrat možnosti ven, ampak ni šel, so ga vabili v Ameriko, ker je bil tam v ujetništvu v Italiji, potem pa pod Američan, ampak v domovini. In jaz sem si tudi tega vedno držim, da je domovina ena in da v domovini tako. Kot predstavnik Svetovnega slovenskega kongresa sem kar med ljudmi hodil po svetu in moram reči, da vsi tisti generacije, tisti ljudje, ki so odšli iz domovine, imajo domotožje kasneje, ne glede na njihovo bogatstvo, ne glede na njihov status. Ampak pustimo to. Slovenija je takrat, seveda po volitvah, je bilo tudi treba postaviti temelje oziroma skupščina in prvo sejo skupščine, ki smo jo imeli, je trajala skoraj do jutranjih ur. Kako ste se pogajali, bo pa nam povedal gospod Ivo Bizjak, ki je bil takrat izvoljen za predsednika zbora občin in mislim, da lahko veliko poveš, kako smo se takrat oziroma ste se v zavrati pogajali o tem, da smo in kako bomo to skupščino vodili oziroma kdo bo nadaljeval po našem delu. Lepo pozdravljeni vsi. Najprej mogoče nekaj replik, ker smo v duhu parlamentarizma, na nekatere navedbe do zdaj, pa ne, da bi jih zanikal, bolj, da jih dopolnim. Glede samih volitev. Zbor združenega dela je pomenil tretji glas, ki so ga imeli samo nekateri volivci. Niso ga imeli ne upokojenci, niso ga imeli brezposelni, niso ga imeli, ni ga imela šolajoča mladina. Torej, z vidika enakosti volilne pravice, te volitve seveda niso bile korektne. Nekateri so imeli 2 glasova, drugi državljani pa 3 glasove. Tako da to je po mojem neka točka, v kateri bi padel tak zakon na vsakem današnjem ustavnem sodišču, ne glede na sestavo. Drugič, predvolilni čas, samo nekaj opomb, ker je Franci s tem začel. Torej, jaz nisem imel kakšnih težav z socialistično zvezo, je pa bil takrat en
prastari običaj tako imenovanih zborov volivcev, če se jih še spomnite. Te so organizirali, kdo je kdo, krajevne skupnosti verjetno, pod okriljem Socialistične zveze. Sam sem šel takrat na vsak tak zbor, če sem le lahko, če nista bila dva hkrati. In bil edini od kandidatov za zbor občin, ki je to počel. Sem imel 3 protikandidate in to nekakšnekoli. Eden je bil tedajni predsednik izvršnega sveta v Kranju, poprej gospodarstvenik, tudi kasneje je bil kar uspešen v poslu. Druga je bila direktorica Gorenjskega tiska, uspešne firme, takrat in kasneje v Kranju. Ni to velika firma s 1000 ljudmi, pa kljub temu to pomeni določen vpliv. Pa še en zasmesovc, ki pa je bil še mladenič, mlajši od mene, čeprav tudi jaz nisem bil star. Na koncu sem zmagal v prvem krogu. Včeraj smo slišali, da nas je bilo 15 takih. To je bil ob taki konkurenci kar uspeh. Pravim, šel sem pa med ljudi in seveda sodeloval v vseh aktivnosti, ki jih je pripravljal Demos, teh pa tudi ni bilo malo. Tam smo poskušali narediti, kar se je največ dalo. Seveda pa je bilo to vse storjeno oziroma upravljeno v precej težkih okoliščinah. Danes je zjeblo, to je bila še ta mala stvar, ker kakšni družbeni domovi, kjer smo včasih dobili prostor, kaj posebej zagovorjeni za to priložnost niso bili. Še ena stvar. Ne da bi pretiraval s tem, ampak takrat so se dogajale tudi grožnje in pritiski. Anonimne grožnje po telefonu. Na začetku je bil predsednik občinskega odbora krščanskih demokratov v Kranju, nekdo drug, pa je dobil tako številne grožnje, da me je potem prosil, mene kot tedanjega podpredsednika, da bi jaz prevzel vse skupaj. No, to smo malo odložili, sem pa seveda prevzel vse njegove zadolžitve in aktivnosti. Tako da tega tudi ni zanemariti. Je pa tudi to, ko sem nagovarjal ljudi zlasti za kandidaturo v občinsko skupščino, kjer smo tudi morali nabrati, recimo v Kranju, kar veliko število kandidatov za družbeno-politični zbor, kjer smo krščanski demokrati samostojno nastopali, je bilo veliko ljudi, ki so kasneje pristopili, ki pa takrat niso želeli kandidirati. Tako da tisti, ki smo kandidirali, pa ne da bi zdaj to na svoj račun dejal, tisti, ki so kandidirali, ki ste kandidirali, nekaj poguma je bilo treba. In nekateri niso verjeli, niso vedeli, kako se bo to išlo in se niso odločili za kandidiranje. Tudi ta vidik je treba imeti pred očmi, to je povsem človeško, ampak če ne bi bilo dovolj kandidatov, in kjer ni bilo dovolj kandidatov, tam Demos ni uspel svojimi, torej na samih volitvah. No, zdaj, da lahko bi še nekaj točk se dotaknil, ampak gremo k temu, kako smo se potem konstituirali. Ena stvar je, ki jo prejšnje vodstvo skupščine zanesljivo zameram, ta je, da nam, novopečenim Demosovim poslancem, pred sejo niso razdelili poslovnika skupščine. Mi smo sicer na konstitutivni seji sprejemali začasni poslovnik, vendar je ta pokrival samo te konstitutivne elemente. Glede procedure je ostajal v veljavi poprejšnji poslovnik. In na to proceduro so nas šajbali 3 šihte. Predsedovali so takrat najstarejši poslanci v vsakem zboru, ki seveda so, kolikor so, sledili temu, kar je prišepetoval sekretar zbora, ki je bil še dotedajni. Moram pa reči, da z eno izjemo nismo nikogar zamenjali takrat. Taka je bila odločitev, tako da ni bilo pravega pokola, kar je bilo do neke mere dobro, ker nekatere stvari so
profesionalnost, ki se mora ohraniti in ne bilo dobro, da bi se izgubila. No in zaradi tega smo imeli seveda precej težav. Ko smo slišali recimo proceduralne predloge oziroma zahteve, ugovore pri nas v zboru občin opozicije, jasno, da smo morali najti nekje ta poslovnik in pogledati, ali imajo prav ali ne. In so imeli prav. In je bilo treba nekatere stvari seveda malo drugače pelati. Če bi se na to vnaprej pripravili, bi bilo seveda veliko lažje. Tako pa je bilo, kakor je bilo. Zato se je stvar vlekla, zato je ponekod na trenutke vse skupaj izgledalo skoraj kot farsa, dovolj žalostno za hišo, v kateri se je to dogajalo, vendar to ni bila krivda temu, se to lahko tako. Glede vodstva skupščine. Poprej so tekli dogovori, pri katerih nisem bil zraven, zato podrobnosti ne poznam, kako bi se razdelila ta mesta. Veste, da v vsaki pluralni skupščini nekaj mest pripada tudi opoziciji. Takrat je predvsem kazalo na to, da bi ZSMS seveda se vključil tvorno v to delitev mest, če ne že partija, ob čemer ni bil nihče pretirano navdušen, vendar pa so bile zahteve mladine takšne, da niso bile sprejemljive v celoti, potem so pa rekli oni ali tako ali pa ne, potem je bilo nič. Tako da se je praktično čez noč konstituirala nova kandidatna lista in sam sem zvedel še na dopoldanskem srečanju poslanske skupine Demos, da sem pravzaprav kandidat za predsednika zbora občine. Ko govorimo o teh kandidatih, mi smo si potem v Demosu prizadevali, da vendarle koga najdemo, da bo vendarle vodstvo skupščine pluralno. Po noči nekje smo po hodnikih lovili Janeza Lukača in ga končno, mislim, bolje se je spoznal na stavbo, tako da je ob prekinitvah zasedan že najdel kakšen prostor, kamor se je omaknil. Mi smo bili bolj zgubljeni, moram priznati, smo bili po hodnikih več ali manj. No in on je pristal na to, da kandidira. Volitve za predsednika zbora občin so se dogodile tam nekje okrog 3 zjutraj, na kar so seveda ugovarjali izidu. Glede štetja glasov ni bilo vse v redu, kaj natanko so izpodbijali, ne vem. Na koncu sem šel sam za pult in rekel, da sam predlagam zboru, da odloči, da volitve ponovimo, da odpravimo kakršnokoli senco dvoma, da so bile volitve korektne. In tako smo tam proti 4. uri ponovili volitve in sem bil okrog 4 zjutraj izvoljen za predsednika zbora. To so mogoče bolj anekdotične zadeve, vendar pa kažejo predvsem na to, v ozadju je pa bilo ravno ta težava, da se vodstvo prejšnjega sklica in tudi službe mogoče niso dovolj potvrdile po moji oceni, da bi novim poslancem omogočili začetek dela na način, kot se to šika. Mislim, da tukaj lahko sklenem, da ne bom predolg. Hvala. Hvala lepa. Ja, bilo je tako, no, Ivan, da še povem tisto v Lukaču, ne. Spomenka Hribar je en dan prej meni rekla, Franci, boš ti podpredsednik zbora občin, sem mi povedal. Potem pa tisti večer, tisto noč je pa prišel Lukač in je rekel, da je v Beogradu in da on bi želel biti v Sloveniji, če mu odstopi mesto, da se mu odstopi, tako je bilo, tako da je on potem postal predsednik in lahko rečem, vse najboljše od njega. Spokojni je, ampak moram reči, da je veliko in zelo konstruktivno delo, kljub temu, da bi šla oziroma izvoljen na listi socialistične zveze. Tako. Gospod Peterle
si bil predsednik izvršnega sveta, izbira ministrov, takrat jih je bilo veliko več kot danes in ste, lahko rečem, koordinirali in zelo konstruktivno delali, ker če ne bi v enem letu prišel do osamosvojitve. Zdelali ste med seboj kot ministri in tudi s parlamentom, z nami, tako da smo usklajevali ves čas in to mislim, da je lahko tista podlaga oziroma da je ta vrednota, ki bi jo morali današnji politiki. In še anekdota, ena od včeraj, ne bom povedal kdo, ampak sem se pogovarjal z enim sedanjim politikom, oziroma me vpraša prav, ja, Francija, si bil ti tudi takrat v parlamentu? Ja, sem bil. Potem mi pa prav, veš prav, in v teh časih pa nič ne vem, kar sem danes slišal, je to za mene vse novo. Danes aktivni politik ne ve, kaj se je dogajalo v 25. Mislim, da je to krivda. Ne vem koga, ampak vendar in potem se čudimo, da mlajši, ki ne veste, kako bo takrat, pa ne mislim, da mora vse vedeti, ampak vendar, osamosvojitev Slovenije je vodil demos in je tudi izpeljal in ima zasluge. Res je, da smo bili takrat za časa plebiscita enotni, ampak potem bi pa lahko ure govorili, kako smo usklajevali zakonodajo, kako smo šteli glasove, da smo prišli skozi. Dovolj za mene. Prosim, gospod Lojze, če poveš takrat, kako je bilo usklajevanje oziroma iskanje ministrov. Prosim. Hvala lepa. Spoštovani zbrani, bi se rad najprej zahvalil vsem, ki ste bili z nami takrat, tudi tem, ki danes seveda ni oziroma ne more biti tukaj. In bi predno pridemo do vlade, rad povedal nekaj besed o tem, kako je do zmage prišlo, ker te dni se bo precej govorilo o zmagi, ampak se mi zdi potrebno dodati nekaj besed k temu, kar je bilo že povedano. Ta zmaga je bila rezultat trdega dela v neenakih pogojih. In sam se strinjam s tistimi, ki ste govorili, da za mit ni podlage. Ko smo poslušali uradne govorce in komentatorje včeraj, se nam je zdelo, kot da je bilo vse skupaj zelo romantično, ne samo enotno, ampak tako prijateljsko, prisrčno. Torej, smo reči, da tega nisem čutil. Tudi sam vem za ta primer grožnje, kar se je zgodil našemu predsedniku v Kranju. Tako sledeči eskadron ni telefoniral njemu, ampak njegovi ženi v porodnišnico potem naslednji dan, ko je rodila in rekla, paste, povejte mu naj neha. Jaz mislim, da je bilo dobro to zdaj predsedniku Hojsu nekako sporočam, si sem tudi sam član predsedstva VSO. Mislim, da ne bi škodili tudi za ta del naše zgodovine zbrati kakšnih pričevanj, kako je takrat bilo, ker ni bilo tako lepo, kot se danes kaže. In nekateri so takrat uveljavljali svojo politično voljo v zelo nenaklonjenih in trdnih okoliščinah. Jaz sem vesel, da je takrat demos deloval enotno. Stranke so drugi pomagale ustanavljati lokalne odbore, da bi pokrili s to res široko pahljačo čim več volilnega telesa. To je bila neka posebnost v takratnem našem političnem delu, da smo pomagali drugemu ustanavljati odbore. In rad bi povedal tudi to, da je demos zmagal po mojem tudi zato, ker je prišel z jasnim projektom, ne samo z jasno željo, oziroma z jasno vizijo o samostojni slovenski državi, ampak je prišel s projektom. Kdor je volil demos, ki je izhajal iz Majniške deklaracije, je vedel, kaj bo potem temu sledilo. Kdor je pa volil drugo stran, ki je izhajala iz temeljne listine, ki seveda ni imela v svojem programu
samostojne demokratične slovenske države, je pa tudi vedel, kaj bo. Ne? Torej, to so po mojem mnenju gotovo najpomembnejše volitve v slovenski zgodovini. Bile so predpogoj za prevzem oblasti, po čemer se tudi Ustavno sodišče pred nekaj leti jasno izrazilo, ko je dejalo, da za svobodo ni dovolj, da se zgodijo demokratične volitve, ampak da pride tudi do prevzema izvršilne oblasti na demokratičen oziroma svoboden način, kar se je potem tudi zgodilo. Če se to ne bi zgodilo, bi ostal projekt slovenske države še naprej zadeva sajn, kot je bil dolgo časa, oziroma deklaraciji. Takrat smo mi s temi volitvami zmago Demosa izpolnili ta predpogoj, se pravi prevzem izvršilne oblasti, kajti Demosova vlada je potem prevzela operativno breme osamosvajanja. Včeraj smo slišali, koliko zakonov je bilo treba sprejeti. Seveda zame je pa to pomenilo, oziroma za vlado, koliko zakonov je bilo treba pripraviti, ker zakone je pripravljala vlada. Tudi mi smo imeli seveda svoje procedure, včasih ne tako enostavne, ne? In smo lepo sodelovali z takratno skupščino. Mislim, da se je res zadeva dogajala v enem delovnem vzdušju, v katerem seveda tudi ni manjkalo, če tako rečem, zadreg ali trših debat, ampak bili smo zavezani temu projektu in smo ga tudi v glavnem izpeljali. Jaz bi rad na temo tega mita z romantičnim pridihom povedal, da zlasti z ozirom na delovanje takvane okrogle mize, ki je vodil Jože Smoleko, takratni šef SZD. Torej, tisti pogovori tam niso kazali nam nikakršno enotnost, pač pa na voljo partije, da ohrani, kolikor mogoče vpliva, tako da te volitve niso bile podarjene. Te volitve so se zgodile, oziroma ustavne spremembe in zakonodaja v tej zvezi se je zgodila zaradi pritiska demokratičnih sil doma in razvoja, o katerem je govoril prej predsednik Hojs, se pravi propadanja komunizma v Evropi oziroma okrog nas. Že omenjeni zbor Združenega dela je, rekel, eden od zelo očitnih dokazov za to, kako je partija želela ohraniti svoj vpliv v okolju, ki ga je takrat še kontrolirala. Tako da te volitve so bile samo delno demokratične, volilo se je, oziroma nastopali smo, kandidirali smo v neenakih pogojih. Ne bi še posebej tukaj govoril o tem, kaj je pomenilo, v kakšnih pogojih se je soočal naš predsedniški kandidat Jože Pučnik s protikandidatom Kučanom, in seveda nekako ne morem videti teh volitev za poštene, ker je imela druga stran finančno, medijsko in organizacijsko prednost. Tudi takrat smo rekli, da ko smo mi začeli teči z prvega metra, so bili oni že do 60 metrov. Oni so imeli izredno prednost in glede na to je ta zmaga Demosa, rekel, še veliko več pomeni. Torej, tam, kjer je bila demokratična možnost, so ljudje izkoristili in kljub enakim pogojem dosegli večino. V zboru Združenega dela se to ni zgodilo. In včeraj je njegov predsednik, gospod Zupančič, ki ga spoštujem, je eno ne bi rekel malenkost, pač nekaj pozabil, ki je včeraj rekel, da je bil ta zbor zelo deloven, da nas je prehiteval. Kadar so bili za to, so šli zelo hitro, po ta starem, tam se je vedlo, če so rekli jaz, so potem to niso kaj veliko debatirali potem. No, ampak ko je prišlo z vlade predlog zakona o lastninjenju, ga ta zbor ni dal niti na dnevni red. Seveda, ker bi ni dal na dnevni red, je blokiral demokratično zakonodajno proceduro in se potem ni dalo
s takovanjem preglasovanjem na skupni seji doseči večine. Ne. Torej, bom rekel, sem vesel, da so to politično varovalko, če tako rečem, uporabili šele takrat, ampak tudi takrat, ko so jo uporabili v reku glede bistvenega vprašanja, kajti isti zbor Združenega dela pa je na koncu svojega mandata, se pravi zadnji dan, ko se je dalo še kaj odločati pred volitvami leta 1992, je pa sprejel Drnovškov zakon o lastnini. Tako da ni bil problem, rekel tam, da ne mara lastnine, ampak so hoteli drugačno lastnine, kot ga je predlagala Demosova vlada, in o tem vidim jaz enega od problemov oziroma virov naših tudi današnjih problemov, ker ta zakon je bil zelo drugačen. O tem bi gospod Pleskovič verjetno povedal lahko veliko. Rad bi povedal tudi to, da je ta Demosov projekt prebudil slovenstvo ne samo doma, ampak po vsem svetu. Jaz sem zelo vesel, da je dr. Pleskovič takrat sprejel ta izziv, se pridružil tistim, ki so želeli Sloveniji pomagati. Tudi on je bil potem deležen očitka tujstva, kot se je to zgodilo Pučniku, čeprav vemo, zakaj je šel po svetu. Enako se je zgodilo potem Berniku in pa Juku. Jaz se spominjam, ko se je govorilo, da ne Pučnik, ne jaz ne znava slovensko, oziroma da govoriva samo nemško. Torej Pučnik, ki ga je ta država pravzaprav izgnala, ne bom šel v detajle, torej ko se je vračal z dobrim namenom, so ga proglasili za tujca s slabimi nameni. In ves propagandni aparat je seveda v predsedniški tekmi deloval v tej smeri. Zdaj pa nekaj k vladi. Jaz mislim, da smo storili prav pametno, ko smo se prej dogovorili, da bo mandatarstvo pripadlo stranki, ki bo zmagala na teh volitvah v družbeno-političnem zboru. In to se je presenetljivo proti pričakovanjem zgodilo krščanskim demokratom. Marsikdo se še danes čudi, kako je bilo to mogoče, mi nismo nastali kot prva stranka in tudi, bi rekel, kristjani niso delovali kot politični blok, jih je bilo precej pri Pučniku oziroma Tomšiču, jih je bilo precej pri SDZ-ju, seveda jih je bilo veliko v Slovenski kmečki zvezi, ampak kljub temu smo čutili potrebo, da ustanovimo krščansko-demokratsko stranko, na zgled je bila takrat CDU, CSU, Avstrijska ljudska stranka in smo torej na teh volitvah zmagali. Moja razlaga je ta, da je bil ta zadržek oziroma demokratični naboj je bil najmočnejši pri teh, ki so v času komunizma doživeli najmočnejše udarce ali ponižanja in so potem volili stranko, ki se je kasneje reklo tudi, da je bila najbolj evropsko usmerjena. Toliko k temu. No, jaz sem potem kot bom še tukaj pojasnil zadeve, ne vem, koliko takih prilik bomo imeli prihodnje, ker se te dni govorilo oziroma omenilo tudi to vprašanje podelitve mandata. Torej, dva elementa bi tukaj omenil. Jaz sem dejansko Pučniku predlagal, šla sva na dolg sprehod tjele proti Rožniku in jaz sem mu predlagal možnost, da bi on prevzel vlado. On je izgubil predsedniške volitve, bil je predsednik Demosa. Ključna dva razloga, zaradi katerih sem mu to predlagal, sta bila pa naslednja. Prvič sem menil, da je bil on svojo demokratično izkušnjo, ker je živel več let v neki normalni demokraciji, da bolj ve, kaj in kako bi bilo treba narediti, delati po vladni strani. Drugič pa sem menil, da bi bil on kot
ateist, za kar se je sam javno opredelil pred volitvami, da bi manj pritegoval te polarizacijske silnice oziroma kulturno bojne napade, ki smo jih bili deležni kristjani. In sem menil, da bi lažje delovali, če bi vodil vlado človek, ki se ne opredeljuje kot kristjan. No, on je vzel en teden, en dan časa za premislek in mi je potem sporočil, da ne sprejema te ponudbe, mi je zaželel vso srečo in tako sem jaz potem začel sestavljati vlado. In moram reči, da če gledam, kako se dogajajo koalicije v zadnjih letih, bi potem rekel, da ta del pa je bil romantičen. Mi smo se brez večjih težav dogovorili, brez večjih težav, torej danes se še vedno komentira, da SDZ je imela pa kot, ne vem kakšna sila, je imela večje število, govorilo, da je to intelektualna sila, pa tako naprej, torej jaz seveda menim, da so imeli intelektualce v vseh strankah, ne, ampak jaz sem iskal ljudi najprimernejše za to Liono mesto, povabil sem k sodelovanju tudi nekaj ljudi iz SDP-ja, recimo Jožico Kuhar, nihče ni bil delegat iz te stranke naslednice komunistične partije, ampak je bil član vlade, ki se je zavezal programu in ti ljudje so to, bom rekel, z veseljem delali in to tudi javno povedali. No in tako da samo sestavljanje vlade ni bil tak problem, kot je danes. Se je pa zgodil en manjši zaplet na predsedstvu, ko sem bil povabljen na pogovor in pred podelitvijo mandata in je predsednik Žan želel od mene predtem vedeti za imena ministrov. Jaz sem rekel, da ne vidim za to ne ustavne, ne zakonske podlage in da bi bilo nenavadno, da jaz oznanjam vlado, za katero nisem dobil mandata. In on je vztrajal, da to povem, jaz sem rekel, da ne bom in potem sem dolgo sedel na nekem hodniku predno, no potem je prišel še en član predsedstva, je rekel, Lojze, ampak Milan mora vedeti. Jaz sem rekel, pa ne povem. Potem, če se prav sem prišel še član predsedstva, nekako povedal, da je težko. Jaz sem rekel, lejte, jaz se ne mislim osmešen, ne mislim delati protiustavno. Vsega naj se predsedstvo odloči, ali da ali ne. In potem so me čez ene pol ure povabili in je bilo tako malo napeto ozračje, oziroma nobenega veselja nisem videl oziroma čutil. No in potem, ko je predsedstvo oziroma predsednik je povedal, da so se odločili tako in tako, potem sem jaz seveda brez težav povedal celo sestavo vlade in potem na to ni bilo komentarja. En manjši zaplet se je, no, potem bi pa povedal še to, da je bila potem ta moja vlada, Demosova vlada je doživela med vsemi vladami največji odstotek podpore. Mislim, da 177, koliko je glasovalo za to vlado. Včeraj je Ciril Ribičič se tudi spomnil, da sem obiskal njihovo politično skupino, oziroma poslansko skupino. Jaz sem obiskal vse. Jože Smole se je zelo čutil, da sem prišel in je to vzel nekako za akt politične kulture. Jaz sem skušal delati čim bolj vključevalno, ne samo ob tisti priliki, tudi takrat, ko je šlo za čas, ko je zadišalo po enotnosti, ko smo podpisali sporazum, kako gremo na plebiscit.
Seveda, najmočnejši izraz enotnosti je bil plebiscit sam. Drugič, jaz bi rekel, dan napada oziroma čas vojne, ne? Ampak potem se je takoj pravzaprav začelo že guganje ladje, če tako rečem, in tega občutka enotnosti potem ni bilo več. Zdaj, še tole bi omenil, če gledate prakso vlad v zadnjih 10 letih ali pa celo prej, vsaka začne najprej z zakonom o vladi. Vsaka si napiše zakon, napiše zakon, če tako rečem, po svojih uvidih in po svojih potrebah. Mi smo prevzeli star zakon, vodil sem vlado s 27 članov, ampak mislim, da ni bilo v nobeni vladi, bil sem potem še v dveh, boljše atmosfere in rekel, ene projektne zaveze. Jaz sem vodil pravzaprav en mali parlament, ampak je bilo več enotnosti kot potem v vladah z manjšim številom članov. In še en mali zaplet je bil, kad se še kdaj pove, bivši predsednik izvršnega sveta Šinigoj ni hotel opraviti primopredaje, če bodo prišli nekateri ministri, seveda sta bila problematična za njega Janša in Bavčar, mislim, ne vem, če bo še kakšno drugo ime, kar je bila silno neprijetna zgodba zame, ponižujoča, ampak tisti dan so nam jemali orožje, če se spomnite, in jaz sem menil, da je treba to požreti, kot se reče, in čim prej prevzeti zadeve v roke, in tako smo tudi naredili brez udeležbe nekaterih ministrov. Tako da jaz imam zelo lep spomin na tisti čas po volitvah, po zmagi, čas ene odgovornosti, tako da tisto alergije znotraj Demosa so se pojavile malce kasneje, ampak eno leto smo pa preživeli v eni zavezi, ki po mojem nima primere, in če gremo gledati rezultate, ki smo jih skupaj dosegli, ne mislim tukaj samo na vlado, jaz mislim, da je bila to v slovenski zgodovini najuspešnejša koalicija, najbolj dinamična koalicija, celo najbolj pisana, ker mi smo imeli 2 leta od krščanskih demokratov do zelenih, v evropskem smislu smo imeli vso paleta od levih do desnih. Mene sem žal, da ta paleta ni videla smisla oziroma potrebe, da nekako v tem duhu nadaljuje. A bo dovolj? Hvala lepa. Jaz bi spomnil samo na to, ker velikokrat slišim in me kar bolijo, ušesa zabolijo, tudi preberem, Demos ni imel programa, zato se je rešil. To je čista sprenevedanja. Demos je imel program. Lojzetova vlada je imela program, tudi gospodarstvo. Ampak zakaj se je razbil? Na privatizaciji. Na zakon o privatizaciji, to, kar je bilo že rečeno, pa ne povedano. Koncem leta 1991 se je to razbil. To kot podpredsednik kluba Demos lahko iz prve roke povem, ker sem tudi zadnjo sejo Demosa in tisti del v Demosu, ki je bil proti privatizaciji, ga je razbil in v tem prišel. Tako da ni, da od takrat, od leta 1991 do danes še nobena vlada tega se je vedno razletela na privatizaciji. Kot vidimo se tudi danes bitka bije na privatizaciji oziroma na prodaji, kot nekateri reče, ampak vendar na tem delu. Tako se je tudi Demos. Seveda, kaj je pogum? Jaz lahko rečem gospodu Peterle,
letu in vladi in vsem res pogum. Vedeti treba, da takrat do junija meseca, oziroma celo po razglasitvi osamosvojitve 26. julija leta 1991, nas niso podpirale velesile. Amerika, Nemčija še niso podpirali. Lahko berete danes kjerkoli vse, ampak ne samo te. Tudi v parlamentu, ko imam knjigo Enotni v zmagi, jaz sem kje, ko pa tisti, ki še nimate knjige, posebno novinarji priporočajo to knjigo, pogledajte. Ta knjiga ni izmišljena, to so samo kopije magnetogramov, kdo je kaj govoril. In ko boste to prebrali, ko boste to dobili, boste dobili čisto vse, nas, ki smo bili tam, ki smo kaj povedali in tako naprej, se boste vprašali, ja kako pa to, da je včeraj tak, smo poslušali govore, tako romantične, kot pravi Lojze, kot da je vse šlo nekako po maslu. A ni šlo po maslu. Bili smo bitko. Kako je bilo v družbeno-političnem zboru, bo nam povedal in lepo pozdravim dr. Ludvika Toplaka, da res ni bilo te romantike, kot nekateri radi prikazuje. Tudi prosim. Hvala lepa. Najprej se opravičujem, jaz sem imel danes neko terapijo po poškodbi kolena, pa sem... Hvala za priložnost, hvala za priložnost. Včeraj so mi povabili, da bi spregovoril nekaj besed, pa sem predstavil. Včeraj so me povabili, da sem povedal, ko bom ponovil ali prebral samo en stavek. Danes 25 let kasneje treba ugotoviti, da smo ob prenovi prezrli potrebo po profesionalno vrednosti prenovi, kot se v svetu reče moral recovery. Moralna prenova v človeku premeniti srce in premaguje nagone požrešnosti, napuha in razvrata. Ker nismo bili dosledni, nam danes strankokracija z napuhom najeda parlamentarno demokracijo. Klientelizem z požrešnostjo najeda gospodarstvo, korupcija v odsotnosti domoljubja nam najeda državo. Ko se je začel prva dva, bi rekli, politični program, parlamentarna demokracija in nacionalna osamosvojitev, ko je bila doseženo tudi mednarodno priznanje, takrat je prišla na vrsto tretja gospodarska tržna ekonomija in s tem privatizacija. In tukaj so se razšli. Znotraj Demosa, tako sem jaz gledal. Videl sem v Demosu dve vrsti ljudi. Eni, ki so mislili za res tranzicijo, drugi pa, ki so videli v tem priložnost za medgeneracijski znotraj partijski spor, drugače povedano medgeneracijski prevzem privilegija. In ta skupina je bila najglasnejša v Demosu. Bom povedal drugače. Ko smo potrdili vlado, na naslednji seji družbeno-političnega zbora, ta, bom rekel, druga skupina plane pomeni. Jaz, Demosovi poslanci, pa so dobili od vodstva Demosovega kluba nalog, da nihče brez soglasja predsednika Demosa ne sme spregovoriti ali predsednice. Na kar se jaz med pauzo pritožim predsedniku in predsednici, kar je bilo prvima dvema, v Demosovem klubu pa rečem, jaz sem tukaj po vaši volji, vi sedite ko lipovi bogovi, ko mene napadajo, jaz bom dal ostavko in zahteval razrešitev. Ti dve besedi sem rekel, ta dva glavna, med pauzo. Čez 4 ure
poslanec dvigne roko, apelira na vse Demosove poslance. Dragi poslanci Demosa, če želite, da bomo sodelovali naprej, takoj, zdaj, danes, zahtevajte od Toplaka, predsednika, da ostavko in se ga razreši. Z mojima dvema glavama so me pozvali 10 minut za dan, kar pomeni, da smo znotraj vodstva imeli v Demosu ljudi, ki so takoj že organizirali napad, zrušimo predsednika DPZ-ja. Hočem reči, taka je bila zgodba in tako se je potem nadaljevalo. Zdaj, takole, ko sem zadnji nekaj listov po nekih arhivah, sem našel med drugim tudi reče se, poziv slovenski javnosti za zavarovanje družbenega premoženja. 16.5. je žig, je bilo prejeto v parlamentu, 16.5.90. Se pravi, praktično 10.9.10. smo se konstituirali na prvi seji. Skupščina Republike Slovenije ugotavlja, da je v zadnjem obdobju vse več opozoril zaradi oškodovanja družbenega premoženja in razlaščene. In na različne načine, kot so nevestno poslovanje, izsiljeni stečaj, prenos premoženja v tujino, vprašljiva privatizacija strani ljudi v podjetjih in podobno. Opozarja se tudi na neučinkovitost dosedanjih institucij in nekaterih ljudi dosedanjega sistema pri preprečevanju poškodovanja materialne in kulturne osnove slovenskega naroda. In tako dalje. Ko sem predlagal to in ga je polovica poslancev podpisala, čez 3 dni v Mladini izjete članek. Dr. Herman Toplak, univerzitetni profesor, v Mariboru specialist za to, študiral tam, bivši namestnik generalnega direktorja Iskra Delte, je potoval v Santa Clara in ustanovil bypass podjetje. Naslednji teden, dr. Rudi Toplak, vse ista biografija, je potoval v tujino, sklepal posle in prejemal visoke provizije. Tretji teden, dr. Franz Toplak je organiziral Koza Nostra in tako dalje. Četrti je in tako dalje. V Mladini serija člankov. Takrat že nismo bili vajeni tega, jaz recimo predavam, takole grem po predavalnici, ob petkih sem imel dan za predavanje in vidim študenti Velice v Mladino pod mizo. Takrat in tudi znotraj Demosa ni bilo, bom rekel, možno oblikovati v tem pogledu neke enotne vizije. Ko je prišel Saks, dr. Pleskovič pripelje Saks v parlamentu, sedimo in Pleskovič gre pa reče, Ludvik, ti če vodiš, moderiraš, vodim, Gros dvigne ruku pa reče, ali dr. Saks, kaj pa za že izvršenimi črnimi privatizacijami? Pa je Gros rekel, črna privatizacija? Pa je Saks odgovoril, črna privatizacija? Kaj je to? Mislite to, kar rečejo Mađari, nomenklaturna privatizacija? Poljaki pa rečejo, partijska privatizacija? Če vi, Slovenci, nimate besede za tatvino, potem vam ni pomoči in če ne ločite, kaj je to privatizacija in kaj je to kraja. Takole, par dni, tajnica v parlamentu, meni je ponaredil sklep. V podpis. Jaz naslednje jutro sem že takoj v tistem trenutku sem sprejel sklep, kaj bo. Nisem povedal, da bom imel srečo, da sem tu srečal drugo jutro pri semaforju, srečam Verico Trstenjak, reče tak, sem rekel, kaj delate, kolegica? Bila je moja nekdanja študentka, pravi, ja, vsi so si zrihtali službe, jaz pa sem brez službe. Kako brez službe, pridite jutri tja in smo potem sprejeli v službo. Čez par dni se skliče vodstvo parlamenta in predsednik takrat skupščine reče, če bo kdo koga zamenjal, zato ker smo se mi zamenjali, bo to nekaščansko, tako smo dogovorjeno s Peterletom.
To bo nekrščansko. Takole, hočem reči, Tega pa jaz nimam v studiu. hočem reči, to upozorilo sem jaz prejel, da bo to nekrščansko, če bomo koga zamenjali. V Poljčah, ko poslušam, pa jaz rečem. Tako da se razumemo, malo osebne refleksije na ta čas. Pa rečem, da je štokholmski sindrom med vami, ministri. Štokholmski sindrom takrat ni bila poznana beseda, pomeni pa, da ugrabljenec začne sodelovati z ugrabiteljem. Minister je usedel, tajnice so mu nosile in svetovalci vsak dan material, ko imel 3 metre papirju, se je moral začeti klanjati svoje tajnice in svojim svetovalcem, da smo vsi papirje izpisali. Znači bil nesposoben. Tudi te vrste štokholmskega sindroma so. Ne samo to, kar je bila Patricia Hearst, takole, kdo se že spomni zgodbe takole Rdeče armade, ko so ugrabile recimo ljudi in potem ugrabljene začne sodelovati. Mi imamo različne oblike in to je treba ugotoviti. In tako je potem seveda potekal ves proces, ko pa je prišlo na vprašanje privatizacije, kot se reče temu. Pa treba videti, da sta bila dva modela. Jaz sem zdaj ponovil, osebno sem se vedno zavzemal za korektiv. Tržno ekonomijo z socialnim korektivom, ki se reče kooperativa in v kooperativi mora biti vsaj 10 do 15% nacionalnega kapitala. Če je 10% nacionalnega kapitala, da se lahko veliko število malih proizvajalcev, potrošnikov, varčevalcev in kreditojemalcev ali zavarovancev poveže in ustanovi zalogo, potem se samodejno preprečuje to, kar danes tudi socialna diferenciacija in s tem se ena politična diferenciacija, kot se je zgodila. In zato sem plediral za delavsko delničarstvo. Ker trdim še nekaj in tudi takrat. In tu smo se, bom kar povedal, smo se malo razšli, zato sem potem v leta 92, ko sem videl, da nismo ločili to, kar je Gros upozoril. Nekdo, ki je prisvojil ali prepisal na sebe po Markovičevem zakonu, tako naprej, 10-20% podjetja, se za univerzitetne profesorje znašel. Univerzitetni profesor reče, znašel se je, ker je bilo legalno in res je bilo legalno. In skratka, tukaj prav pri tem ekonomskem modelu smo se našli, socialno-tržna ekonomija se je zanemarila, kooperativa se je zanemarila, delovsko delničarstvo pa se sploh ni afirmiralo. Jaz osebno danes, da bom povedal včeraj, sem imel nastop, in predlagam zakon o restituciji lastninske pravice delavcev, ker trdim, da je delavec bil lastnik, politično deklaratorno od leta 50, formalno pravno od leta 71. 71 smo v ustavne amandmaje napisali, egzaktno. Delavcu pripada pravica uporabe in upravljanja na minulem delu, se pravi raba, uživanje in posesti. Pripada mu pravica razpolaganja z rezultativnega in minulega dela, se pravi jus disponendi. In pripada mu pravica vsakega drugega od tega izključiti, oziroma nišče ne more delavcu omejevati, da ne bi razpolagal z rezultativnega minulega dela. In ko smo sedeli, jaz sem bil takrat neki čatov, sem šel bil grad študirati, takratni minister je bil za zakonodajo, pri civilni zakonodaji, dr. Močnik, povako, da sem tam bil neki čatov,